Pozdravljeni. Tema današnjega posnetka je klimakterij in menopavza. Kako si lahko pomagamo same s tehnologijami nove zavesti. Ta posnetek sem pripravila torej za vse ženske, ki so v klimakteriju oziroma pred menopavzi ali po menopavzi in si želijo izboljšati svoje počutje, kakovost svojega življenja. Zato lepo vabljene, drage dame, da prisluhnete temu posnetku, v katerem vam prenašam znanje dr. Gregorija Grabovoja, torej kako si lahko s tehnologijami nove zavesti pomagamo same, tudi pri pojavih, ki jih v življenju vsake od nas prinese klimakterij, torej začetek menopavze. Stroka pravi, da se zaradi staranja pri ženskah zaključi rodno obdobje nekje med 45 in 55 letom, medtem ko se znaki klimakterija pri posameznih ženskah lahko pojavijo že pred 40 letom. Kateri pa so ti najpogostejši neprijetni znaki? Vročinski oblivi, težave s spanjem, nočno potenje, spremembe razpoloženja, utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje energije, težave s koncentracijo in spominom, suha nožnica, zmanjšan libido, spremembe v telesni teži, redčenje las in suha koža. Raziskovalci namreč trdijo, da so navedeni znaki posledica hormonskih sprememb zaradi postopnega prenehanja delovanja jajčnikov. Zato bomo v tem posnetku pogledali, kako si povrniti notranji mir in hormonsko ravnotežje, da se povrne dobro počutje. Sem Kristina Knific, po izobrazbi sem doktorica znanosti. Ukvarjam se s svetovanjem na področju osebnostne rasti in sem tudi predavateljica učenj dr. Gregorija Grabovoja. Pri tem v pojem osebnost in z njo povezano osebnostno rast vključujem človeka kot celostno bitje, torej človekovo dušo, duha, zavest in telo. Dr. Grabovoj pravi, da z metodo koncentracije je mogoče preventivno vplivati na človekovo zdravje, zdraviti ljudi od vseh bolezni in reševati tudi druge življenjske probleme, ker za vsak tip življenjske situacije se lahko navede optimalni številski niz, ki nam pomaga rešiti problem. V tem posnetku sem za vas pripravila 5 številskih nizov in s koncentracijo nanje lahko uglasite svoje telo v stanje norme. Dr. Grabovoj pravi, da je to podobno, kot se po zvoku glasbenih vilic uglašujejo glasbeni inštrumenti. Torej, v tem primeru mi s koncentracijo na številski niz uglašujemo svoje telo v stanje tako imenovane norme, ki je zdravje in dobro počutje. Vendar pa preden preidemo na številske nize, vam svetujem, da si postavite pozitivno vizijo svoje prihodnosti. Postaviti si cilje skladne s svojo dušo. Cilje, ki vas delajo svobodne in vas polnijo z radostjo, preko katerih ustvarjate vi same svet, v kakršnem si želite živeti. Torej, da ne čakate na druge, da bodo naredili to in ono, ampak vi konstruktivno ustvarjate tak svet, v kakršnem si želite živeti. Če je potrebno, pridobite nova znanja, kajti osebnostna rast je tudi, da razvijate svoje sposobnosti in jih uporabljate na ustvarjalen način, da ustvarite več lepega in dobrega zase in za vse ostale, ki si želijo živeti v takem svetu. Če ste bile kdaj nemirne in razpoložene, potem veste, da dan oziroma dnevi takrat gredo mimo vas. Zato je prva stvar, ki vam jo svetujem, da vzpostavite v sebi notranji mir in ravnovesje, kar najlažje naredite s koncentracijo na številski niz 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 1, 0. Številski niz je vzet iz knjige Brojčani nizovi za sveobšti uspeh. Ker hormoni koordinirajo in usklajujejo delovanje vseh sistemov v organizmu, za vzpostavitev vašega notranjega stanja v stanje ravnotežja priporočam koncentracijo na številski niz, torej za splošni številski niz za hormone, ki je 3, 8, 6, 4, 9, 1, 2, 9, 8, 7, 1.
Koncentracija na ta številski niz deluje na vzpostavitvi hormonskega ravnovesja celotnega vašega notranjega stanja organizma, kar izboljša vaše počutje. Številski niz je vzet iz knjige Normiranje sestava hemijskih elemenata koncentracijom na brojevima. Tretja koncentracija, ki vam jo priporočam, je regeneracija celega organizma, ki jo enostavno izvedete s koncentracijo na številski niz 419, 312, 819, 212. Ta številski niz je vzet iz knjige Obnavljanje človečeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Prva knjiga. Kaj pa so pravzaprav številski nizi? Številski nizi dr. Grabovoja so zaporedje ustreznih številk, katerih vibracijska struktura omogoča vračanje organizma v stanje norme. Norma človeka pa je zdravje, dobro počutje. Za vse tiste, ki ne veste, kako se koncentrirati na izbrani številski niz, naj vam povem ta osnovna navodila. Torej, koncentracijo na številski niz lahko enostavno izvedete tako, da svojo zavestno pozornost držite na številskem nizu na sliki tega slajda in na svojem cilju. To je na primer dobrem počutju v svojem telesu, za ta namen pa si lahko predstavljate sliko sebe, kako se dobro počutite, kako izgledate, kaj lepega počnete. Koncentracijo na številski niz lahko najbolj enostavno izvedete tako, da številka številskega niza berete iz leve proti desni ali iz desne proti levi. Če kakšna številka še posebej pritegne vašo pozornost, se lahko nanjo koncentrirate dalj časa. Čas koncentracije na posamezen številski niz izberite same. Kot je za vas primerno in potrebno, da se stanje normira, se vzpostavi dobro počutje. Pri tem pa velja ena posebnost, in sicer pri številskem nizu za regeneracijo organizma kot celote, se namesto presledka v zapisu tega številskega niza, torej namesto presledka, se koncentrirate na sam presledek in na svoj cilj. Torej vidite svoje telo, ki je popolnoma regenerirano, torej vidite sebe, da ste popolnoma zdravi in vitalni. Sama, če je potrebno, izvajam koncentracijo na posamezni številski niz približno 3 minute, potem pa si številski niz prepišem na lepilni trak in ga prilepim na telo nekje pod obleko z namero, da deluje tam na cel moj organizem cel dan. Če je potrebno, koncentracijo na ta številski niz čez dan še ponovim. Če imate ženske bolezni, lahko izvedete koncentracijo na številski niz 1854312. Ta številski niz je za vse ženske bolezni in je vzet iz knjige Obnavljanje ljudskega organizma koncentracijo na brojeve. Številski niz za normiranje stanja klimakterija, klimakterijske nervoze kot posledice staranja ženskega organizma, je vzet iz te iste knjige in se glasi 4851548. Gregorij Grabovoj v tej knjigi priporoča, da si med koncentracijo predstavljajte, kakšno duhovno vrednost boste vložili v okrevanje od bolezni. Zato vam priporočam, da med koncentracijo oblikujete oziroma da pred koncentracijo oblikujete namero za makrorešitev vseh. Na primer, želim, da se pri vseh ženskah na svetu normira stanje klimakterija in klimakterijske nervoze, enako kot zanje želim tudi zase. Enako naredite tudi za normiranje ženskih bolezni, če je to, da potrebujete koncentracijo na ta številski niz, da se stanje pri vas normira. Kako lahko še delujete
v smeri duhovne vrednosti za okrevanje od bolezni. Znanje lahko prenesete tudi na druge ženske, povejte drugim za svoje rezultate in podobno. Po moji izkušnji s klimakterijem je za vsako žensko pomembno, da se odloči za osebnostno rast in pomlajevanje, kajti gre za novo fazo v življenju vsake ženske. Zakaj tako menim? Zato, ker je zanimanje zase pogoj za poznavanje sebe. To pa ti v novem življenjskem obdobju, ki je pred tabo, lahko prinese nov smisel v življenju, novo vizijo, nove cilje, veselje do življenja. Pomlajevanje pa zato, ker je vse to lepše, lažje in prijetneje početi v zdravem, vitalnem in mladostnem telesu. Tako težave klimakterija in menopavze izzvenijo in to je tudi moja izkušnja. Ko izvedete koncentracijo na številske nize, vam priporočam, da na koncu izvedete tudi fiksiranje rezultata. To naredite tako, da v svojih mislih 3-krat ponovite številski niz 741, 741, 741 ali pa enostavno rečete fiksiram dosežen rezultat, fiksiram dosežen rezultat, fiksiram dosežen rezultat. Ker ste s koncentracijami delali na energijskem nivoju, ta pa je nad materialem, se na koncu prenese ta energijski nivo na materialni nivo s koncentracijo na številski niz 8898. In sicer tako to koncentracijo naredite tako, da se nekaj časa koncentrirate na številski niz 889, torej približno 10 sekund, jaz običajno naredim, potem pa pogled prenesete navzdol in se koncentrirate še nekaj sekund na številko 8 in začutite, kako to vpliva na vaše telo. Zahvalite se lahko tudi dr. Grebovoju za učenja, ki jih je prenesel za vse številske nize in seveda tudi vsem nam upravljalcem, ki ta znanja vnašamo v kolektivno zavest, kajti več, ko nas upravlja, več, ko je informacij in znanja o tem v kolektivni zavesti, hitreje dosežemo vsi rezultate. Za vse tiste, ki želite o koncentracijah na številske nize izvedeti več, sem za vas pripravila priročnik za uporabo številskih nizov po učenju dr. Gregorija Grebovoja. Priročnik si prenesite na svoj računalnik ali telefon, link do njega, če želite ga prenesti, torej link do tega priročnika je objavljen pod tem posnetkom. Iz priročnika dobite koristno znanje o številskih nizih za doseganje vašega željenega rezultata. Nekateri ste mi pisali, da si želite izvedeti več o možnostih pomlajevanja. Pomlajevanje je po dr. Grebovoju zajema pomladitev po kliničnih pokazateljih in po osebni izbiri. Na seminarju pomlajevanja, ki ga izvajamo skupaj 3 mesece, dobite poglobljeno znanje za pomladitev, kar pa ni samo mlajši videz obraza, povrnitev naravne barve las, sijoča in bolj gladka koža, temveč je najprej regeneracija celega telesa, vzpostavitev zdravja, povrnitev vitalnosti in mladostne energije. Torej v tem seminarju, za vse tiste, ki vas zanima, naj omenim, da dobite koncentrirano znanje iz 8 avtorskih seminarjev dr. Gregorija Grebovoja, ki so pomembni za pomlajevanje. V praktičnem delu seminarja se naučite preko 120 tehnologij, ki jih skupaj izvedemo in s katerimi potem, torej z izborom teh tehnologij, vi potem periodično sami izvajate pomlajevanja ves ta čas in tudi potem kasneje, ko je za vas to potrebno. Skratka, dobite znanje za vse življenje in se obdobno pomlajujete, da vzdržujete stanje zdravja in vitalnosti, lahko pa izvajate tudi estetski nivo, torej pomladite svoj zunanji videz. Po seminarju se lahko pridružite tudi skupini za pomlajevanje. Kliknite na link spodaj pod tem posnetkom za več informacij. Ta posnetek vas vabim, da delite s prijateljicami, za katere menite, da bi jih utegnil zanimati, da jim pomaga in koristi, da se tudi one bolje počutijo in da dejansko
to znanje prenesemo tako, da ga dobi čim več žensk. Naj vam vse navedeno služi, z vami sem bila Kristina Knific in najlepša hvala za vašo pozornost.